Skoraj ali pa nobeno podjetje tekstilne dejavnosti še ni ob zaključnem računu napravilo oziroma pripravilo poročila o socialni odgovornosti. S tem mislim na Corporate Social Responsibility, ki ga vsa večja podjetja zunaj ob predložitvi poročil delajo in mislim, da bi bilo to dobro tudi pri nas, kajti potem ne bi bil več deležen prvega vprašanja samo donos, dobiček, pa tako naprej, še kaj drugega. In iz tega razloga se je verjetno zgodilo, kar se je zgodilo v zadnjem letu v Kranjskem bazenu, da je tekstilna industrija od tam skoraj odšla. Spomnimo se, Gorenjska oblačila, IBI in v zadnjem času Aqua Sava, povsod si je prišlo do likvidacije družb, samo zaradi tega, ker bo lastnikom prineslo več zgradbe, zemljišča, infrastruktura, kot pa seveda donos iz poslovanja in to v zelo kratkem času. Tisto, kar je pa najbolj zaskrbljujoče, je pa to, da z denarjem, ki ga bodo iztržali, verjetno že imajo oziroma iščejo novo žrtev in tako se bo krog zaključil oziroma krog se bo ponavljal in še se bo veselo uničevalo. Za konc bi lahko samo rekel, da naše dejavnosti in delavcev zaposlenih v tekstilno-osnarsko-predelovalni dejavnosti ne zanimajo patrije, valuki, tanki, letala in razna oprema, ne provizija, ne podkupnine, pač pa samo recept, kako v povprečju z manj kot 500 evrov preživeti z dneva v dan. Za konec pa samo 3-4 besede okrog fame pri zbiranju podatkov o zaposlovanju. Ravno kmetijstvo je tisto, ki zaposluje največ ali celo izključno samo delavce za določen čas v zadnjih 4-5 letih. Gre za delovno razmerje, ki je sklenjeno s pogodbo o zaposlitvi, ki v nobenem primeru ne zagotavlja socialnega statusa človeka vrednega življenja. Zakaj? Če si zamislimo, da so pogodbe o zaposlitvi sklenjene za 3-6 mesecev v trajanju nekaj let, potem nam mora biti popolnoma jasno, da gre za razmerje, ki je bistveno slabše od najslabše deklariranega razmerja, ki smo ga pri zgodovini poslušali kot sužnje lastniško razmerje, kajti sužnje lastnik je bil dolžan zagotoviti svojemu sužnju streho nad glavo, hrano in možnost enostavne reprodukcije. 391 evrov plače v kmetijstvu in živilsko-predelovalni industriji ne zagotavlja možnosti razloževanja, kamoli zagotavlja normalno prehrano in normalne bivalne pogoje. Zato je prav in pošteno, da z tega mesta mi in vsi ostali, ki v tem prostoru živimo, pozovemo najbolj odgovorne, da naša pričakovanja upoštevajo, pripravijo programe in rešitve, ki bodo to našo lepo Slovenijo po vstopu Evropske skupnosti pač postavili na tisto mesto, kamor si mi želimo. To se pravi med dejansko uspešne države, ki svojim državljanom zagotavljajo pač takšen standard, da deklariramo, ne samo takšnega, kot ga dejansko želimo. Hvala.